Zdravo, dragi gledalci in poslušalci, dobrodošli v še en Daj Morde Networking. Danes je moja gošča Teja Urankar, zdaj tako po duši znanstvenica, drugače pa biotehnologinja. A sem prav rekel? Prav si rekel. Koliko sem se trudil, da to rečem. To sem prav imel 4-krat napisan. Dobrodošel, Daj. Si v redu? Hvala za povabilo in za dobrodošlico, super sem. Hvala. Tema mreženje, povezovanje, grejenje odnosa. Jaz imam tradicijo, da kot prejmo dajo, da povem, kako so se me spoznala. Najen vezni člen je bila Nataša in pa bil pa nekaj časa, nedolgo nazaj, en klic, čist tak proaktiven, Boško se lahko dobiva, nekaj rabam, smo to relativno hitro rešili v tej moji norišenci, in zato, da pač stvari tečejo naprej. Drži? Res je. Bravo. Ok, da mi sam povej, koliko je bilo težko poklicati? Od 1 do 10? Od 1 do 10. Rečemo, da 7. 7. 7. Koliko časa si razmišljala, da pokličeš? Najprej sem ti pisala, pa po mojem nisi videl mojega sporočila na LinkedInu. Ok, možno. Drugače vse vidim, lahko da nisem videl, sorry. Čakaj, kaj je bilo vprašanje? Koliko časa si rabila, da si poklicala? Par tednov. Res? Ja. Wow. Mislim, po tistem, ki nisi odgovoril par tednov, ker mi je bilo bed. Ker nisem odgovoril. Odpišite na vse te stvari, tako da lejem šupa pogledati, kje me zmanjka. Sekor. Teja, ti si dejansko več kot 10 let delala v laboratorijih, delala si kot znanstvenica, drži? Ja, tako nečist. V bistvu več kot 10 let formuliram kozmetiko. Okay. V laboratoriju, tako čist znanstveno, sem pa v bistvu delala 6 let. Ok, no nisem velik follow. Cool. Ok. Daj mi sam povej, ko delaš ti kozmetiko, ko si v laboratoriju, dejansko, valjda itak imaš sodelavce, veliko se, ampak ni v prvi vrsti povezovanje, grejenje odnosa, to ni. Tako da ne? Ne, to je tako na zadnjem, mislim, tega se sploh v bistvu ne omenja. Ne. Mogoče je tako enkrat na leto en team building, ki se kao povežeš, pa se v bistvu ne. Drugače pa tako dnevno delo, recimo v laboratoriju, je tako, da si sam, ful si sfokusiran skozi na svoje pač eksperimente in to je to. In pa še s tem, da si delala v Nemčiji pa Avstriji, tako? Ja, tako je. Ok, pa je kle tudi malo razlike v mentaliteti ljudi, ali? Meni se zdi, da so dosti podobni Slovencem. Ok. Tako, ful so, pač, ko se dela, se dela. Ni neki, da se ful družijo. Tako, pač, ful ločujejo, no? Neko to privat, pa službeno delo. Okay. Ja, tak je bil moj vtis. Ali pa je bila to naša branža taka? Po mojem kombinaciji vsega, predvidevam, ne? Ja. Ok, ti si nazadnje delala na Dunaju, ne? Tako je, ja. Ok, in pa si prišla po Slovenijo. In pol je rad brand Butter Be Kind. Tako je. Ok, koliko časa je ta ideja pri tebi kipela, zorela? Ja, full dog. Mislim, jaz sem recimo prvi produkt kozmetični razvila 10 let nazaj. Malo več kot 10 let nazaj. In začela sem v bistvu čistko, ker sem hotela narediti kreativna darila za svojo družino, pa hotela sem narediti eno kremco, ki bi meni pomagala pri mojem dermatitisu. In takrat sem v bistvu pol začela, sem ugotovila, koliko uživam v tem, pa koliko je podoben temu science, ki jaz delam v bistvu v službi, sam da mi da ful več enega užitka, ful me bolj napolne. In pa, ne vem, 10 let nazaj sem tako sanjala, ok, kam stara, tako mogoče 50, 60, bom jaz imela svoj brand in podjetje. Vedno sem si želela biti profesorca, pač da bi šla res čist v scientific svet. In ja, v bistvu sploh si nisem upala pomisliti, da bi nekako prej začela s brandom. Tako da ja, ta ideja, da Butter Be Kind, da se rodi, je full dog se mešala noter v meni. No? In dobro, ko si launčala, ko si štartala, ko je šlo zdaj, da mi povej, kakšen challenge je smela v štartu? Tako, ker predvsem si začela čisto sama, si začela kot partner, sama? Čisto sama. Ja. Ok, kje si imela challenge? Kje so bili največji challenge je bil to, da pač nisem nobenega poznala.
V bistvu jaz sem bila ful v enem tem znanstvenem svetu prej in pa sem začela svoj biznis in sem si mislila, vse kul, znam formulirati, rečemo, da mini panike se postaviti na social media pa govoriti o produktih. Se mi je zdelo, da imam vse, pač ne. In pa sem začela in sem ugotovila, da ne poznam čisto nobenega, ki bi mi lahko pomagal, ne vem, pri embalaži, pri nalepkah, pri marketingu, da v bistvu nimam nobene mreže, ki bi me lahko malo podprla pri tem, da jaz še hitrejš, recimo kot podjetje ali pa podjetnica zrastem. Okay, to je bil full challenge. Challenge. Je še vedno. Ampak še vedno. Ja. Dobro, ne, glede na to, da si ko bi rekel, da brand fully poraste. Ne? Vem, ko se smo pogovarjala, sva tudi pol to povedala, ki je bil ta točka preloma, ko je tvoj brand šel malo bolj viralno. Konec lahko to poveva. Ne, ti si štartala, da jim reči skoš, kak je to sfolka, ki bi hotel štartati svoj posel. Ne? In ti zdaj produkt imaš, ne? Verjameš v pač produkt, veš, da je dober, najboljši, absolutno. Jaz bom zdaj probal, traš ta olje zame, to stane pri meni. Ja, valjda, to je bil prhljaj, ki ga imaš pod brado, ki se ga matram, ne vem, to se to ti bo ful pomagali, ja, to so se... To imela pa bo šel v reklamo, ampak pustimo zdaj to. Ampak rečemo, ne vem, to narediš, ne? In jaz verjamem, da ti verjameš v svoj produkt, ne? Ja, zdaj, in kako si ti sploh šta, kjeri so bili prvi koraki, da zdaj nekdo, ki tebe ne pozna, zveza tvoj produkt? Kaj si naredila? Spletna stran, pa Instagram, to je bilo tako, pa Facebook, sam Facebook, sorry, ga ful malo uporabljam, no. Ful sem v bistvu, na začetku nisem imela za marketing nobenega budžeta, ker sem v bistvu že tako vse prihranke dala v to, da je sploh prišel prvi batch produktov ven. In sem pol bila kaj ne naredim, da za čim manj denarja začnem graditi nek community. In sem v bistvu začela, jaz sem bila res samo v lebu, cel čas. In jaz nisem obstajala na Instagramu, pač na Facebooku, to sem imela, ampak nikoli nisem nič objavljala. In jaz sem v bistvu tako čez noč sem začela ful objavljati. Oziroma sem odprla profil Butter Be Kind. In sem začela v bistvu sebe dati pred kamero. In sem začela govoriti in sem začela delati reelse, objave, storije, non-stop. Tako se je začel. Pač to je bil nekak ta moj strategy. Ker to smela si neki čas, pa telefon, pa sprosi se učila, predvidevam, ne? Kaj če? Ja, sprosi se učila. Ja, sprosi sem se učila. Pač tako, ne vem, zdaj se mi je, se kdo pa bo v bistvu ljudem bolj znal povedati, zakaj je dober produkt, kot kar jaz. Dajmo reči, drži. Tako da, ja. Ampak dajmo povedati, ta točka preloma je bila, ti si imela tam kaj, 1000 sledilcev si hitro dobila, ne? Oziroma se je to rastalo, pa je bil pa ta preskok na, koliko imaš zdaj že na Instagramu? 33. 33, ja. Kaj se je zgodilo? V bistvu, tako januarja letos, torej mi smo launchali brand lani julija. Prvi 3 mesece je bilo, sem po mojem dobila 30 followerjev, pa se je začel me je algoritem mogoče malo podprl, tako da recimo, da smo tam do januarja prišli na 1000 sledilcev in pol januarja sem v bistvu konc januarja sem dobila mail od British Vogue in jaz sem bila tako 98%, da je to scam. Pa sem bila tako, zakaj mi zdaj pišejo iz Voga, zakaj se spravljajo na mlade podjetnike, jaz se tle ful matram. In pa mi je, pa so mi vsi rekli, pa dobro, sej dokler ne rabiš nič plačati, pač pošaljem to fotko produkta, pa nek opis brenda, pa pač ne te dajo v revijo, če imajo ta namen, ne. In jaz tako, cool, in pošljem. In v bistvu začetek marca, jaz dobim na dom revijo in odprem. In pač je bil Butter Be Kind noter. In jaz sem tako, oh my god, to je bilo, pač it was real, a ne. In takrat se je v bistvu ful prepoznavnost brenda kot tacga povečala. In pa so nam pisali še z Glamourja, tam smo bili pol na spletni izvedbi revije in je v bistvu ful prinesel enih novih, rečemo temu, followerjev, customerjev. No, vse to, so to tudi tvoji kupci zdaj, ne? Ja, predvsem iz UK-ja, no. Da mi sam povej, kako so pa zvedeli zate, si to dobila ta informacijo? Ne, pozabila sem jih vprašati.
Ja. Ne vpraši. Ja, bom. Deno, Ne to je vem. dobro. Ja, ne vem, pač tako pa se je toliko stvari začelo dogajati, da nisem lavno, hej, by the way, kako ste izvedeli za me? Moram jih Ne, vprašati. da te vprašaj, Ja. to je fajn vedeti, a veš. Lahko da je mogoče nekdo od ožje ekipe širše uporabil tvoj produkt, pa bi bil, da veš, ker po vsej verjetnosti so nek stik morali imeti. Ja, Tako dvomim, da bi zdaj sam na osnovi pač, ne vem, da vprašaj pa mi šeri to informacijo. bom. Top. Da mi zdaj sam tako povej, glede na to, da koliko bi sebe ocenil od 1 do 10 v proaktivnosti v mreženju. Pa rečemo danes, pustimo, vemo, da si bila prej, koliko si zdaj proaktivno v mreženju? 8? 8, nice. To rasteš, Ne ne? vem. Ja, ne, pa se to je. To tako raste. Ja. Mislim, zdaj v zadnjem obdobju sem bila ful proaktivna, zato ker sem res rabila. Malo pomoči pri enih stvareh, ki jih delam, in sem pa začela ful bolj aktivno reach outati ljudem. Ful bolj pač recimo tudi tepa. No, Tako da, ja, to je bilo zdaj, tako zadnje 2 meseca, se mi zdi, da se je naredil en preskok v mojem mreženju. Prej je bilo pa tako, ne vem, 5 cincanje, a ne bi. No, pa se dobro, se gleda, se to po mojem pride, veš, mreže ni nič drugega kot trening. To je, ko boš ti dejansko tokrat poklicala, tukaj šla na kavo, pa to kričala ven, pač enostavno pa se pol, se stvari zgodijo, ne, se pač če si doma, sediš za kavčem, itek se ne more veliko zgoditi. Ampak da mi sam povej tako, če bi ti morala povedati svojih 2-3 svoje najbolj pomembne vrednote, kjer bi bile to? A pri sebi ali pri drugi osebi? Deva najprej pri tebi začeti. Ok. Iskrenost, Okay. ta pozitivna naravnanost, no? Pozitiven pogled na življenje, na svet, Okay. in tako odprtost, da znaš sprejeti, znaš še rad. Okay. Kaj pa pri drugih? Pri drugih je ful podoben, v bistvu. Ja. Se bi morali biti. No. Pač ja. Ampak deva tako povedati, po drugi strani, kaj te podbije? Rečemo, ti nekoga spoznaš, kaj je zate nogo? Ful me odbije. Mislim, lih to me ful odbije, da pač, ne vem, je oseba takoj negativna, tudi če recimo ne pozna cele situacije. Takoj pač pride ven z nekimi črnimi scenariji, a ne? Mislim, vedno so lahko črni scenariji, sploh v poslu. Pač ja, lahko dobiš ful veliko naročilo. Verjetno bo šlo ful dobro, lahko pa ne gre, ampak ne, zakaj bi že na začetku o tem razmišljali? To me ful odbije. Ful me odbije, recimo pri moških, dostkrat, še vedno v tem poslovnem svetu, dobim feeling, da gleda tako malo dol nate. Tega je dosti. To zdaj prvič povem javno. Ja, se me ful spodbuja, da več govorim o tem, ker se to res veliko dogaja. Pa ne samo v Sloveniji. V bistvu največ v Sloveniji sem do zdaj tega doživela. No? A kaj, z vidika ženska, mlada, ta kombinacija? Ta kombinacija. Okay. Ja. Kako jaz tukaj rečem? Zdaj bom zelo mahati dol, resno. Če nekdo tebe podcenjuje, če si mlada, ženska, podjetnica, je to njegov problem. Definitivno. Absolutno njegov problem. In zdaj, če ti je vredno, mu lahko to faco rečeš, če ne, bod politično korektna, pa sam pejt stran. Ja. A veš, ker dejansko to je, s tem on pokaže, koliko je on kratek. To se strinjam. Sam je pa ful, se mi zdi, recimo meni v tem trenutku me ne gane, ampak vem pa, da je mogoče še dost takih podjetnic, ki sem jaz, ki so mlade, ki so ženske, pa jih lahko to ful prizadane. Absolutno pusti pečat. Torej, ko doživiš to, te zapeče. To te malo zaboli, te malo zruka. Ker vsakič te zruka. Ko slišiš neko kritiko ali pa nekaj, kar ni fair, ne moš biti glih ravnodušen. No? Ja. Zdaj vprašanje je samo, koliko časa pustiš, da te to vleče dol. Ne? To bo definitivno. In mislim, tako respekt je, da to poveš, ne? In definitivno ne dovolj sebi, da te to preveč gane. No? Ker to iz tega vidika lahko rata zelo pasivna. Lahko se pa nasmeješ, pa letiš naprej, pa najdeš enega drugega. No? Same moje harte, težko je to prežvečati vse skupaj. Tako, v širši slike klejaš, da priješ. Pač moraš biti ful, ko se reče, ful moraš biti persistent. Tako, kot si rekel, moraš se natrenirati, da te to sploh ne gane.
Ker enkrat boš pa malo starejša podjetnica, ne? In pa boš enkrat imela, valjda, boš imela izkušnje po vse, a veš, je pa res, da pač ti sam ne dovolj sebe, da ti enega drugega daš v ta, a veš, ko rekel, v nek predalček. Ja, definitivno. Ta je dobra, ne? In to po mojem itak se premalo govori, ne? Ampak je pa to tako, veš, ali pa prelepo govorimo, pa pač bežimo te neke realnosti. Ampak glej, to je pač del posla in to pač letimo naprej. Daj mi samo še tako povej, tvoje ambicije, torej Butter Be Kind, koliko je zdaj, pač ti si zdaj še vedno uradno sama v poslu, pa imaš okoli pač outsourcera si dejansko pač proizvodno, ne? Pa ti malo pomaga, malo ti pomaga, malo ti frendi, to, ne? Kakšne so ambicije za Butter Be Kind? Ambicije so, da vsi na svetu vejo, kaj je Butter Be Kind, pa zakaj so naši produkti pomembni in dobri. Tako da ful so velike ambicije. Tako da če me kdo vpraša, čist na začetku smo še. Tako da zdaj je lih prva oseba se joinala ekipi full time. Kaj pa dela? Eva. Hej, Eva. Čau, Eva. Kaj pa Eva dela? Eva dela, ona je tako ninja vsega možnega. Dela pa predvsem marketing, dizajne, spletna stran, sales, tako. Zgaz pa rekla, da to ne boš več ti delala, oziroma da boš tega manj delala, bo en drug to delal. Ker je enostavno preveč tega ratal. Ja. In to je full velik, ne vem, challenge, ne? Da to kapiraš, da pač lahko to nekdo drug dela, seveda se ga moš prvoščati, ne? Kaj je dober signal tle? Torej, ko si bila broke, si šla to sama delati, zato ker si vedela, to rabaš, delali si po najboljših močeh, kakor lahko. Valjda, ker nisi imela denarja, lahko bi pa bila tih, pa ne bi nič naredila. Pa bi rekla, kje sem Boga, zdaj pa ni denarja za to. Grem nazaj v službo. Greš nazaj, valjda, lep komod. Ampak zdaj, ko si pač, dajmo reči, ko so začele stvari poklapljati, ko je začel priliv hoditi, ne, si najdla rešitev, si v bistvu spuskala pomoč in valjda tudi pri nas, ne, jaz sem isti problem, jaz sem tudi nino, ki je multitasking, ne, pač enostavno, jaz ne morem si prvoščati toliko ljudi za toliko stvari, ki jih jaz rabam, pa še vedno moraš ogromno stvari sam narediti. Daj mi samo tako še povej, rešimo iz tega vidika zdaj, koliko si jih sploh stara? Sorry, nisem sploh, pa se lahko veš. Tega se ženska ne sprašuje. 30. 30, top. Ne, zakaj? Jaz sem začel pri 37, sploh razmišljati o podjetništvu, tako da je to zakon. To je samo zato, da drugi vidijo, da se tudi pri 30. Meni ena kolegica rekla, pri 33 je konc sveta je. 33 zdaj nič več ne moram spremeniti. No, resno. Veš, ne vem, pa vidiš pa primere, ko folk pri 70 spreminja svoj life. Veš, tako da tudi to je ta mindset, koliko si ambiciozen, koliko si top. Daj mi zdaj sam povej, tako da tvoja vizija je imeti dejansko proizvodno v Sloveniji, boš kle ostala, imaš ambicije kam čez lužo leteti? To je ful kompleksno vprašanje. Ja, ne vem. Zaenkrat je proizvodnja tukaj. S to proizvodnjo tukaj lahko pokrivamo celo Evropo. Glede na to, da se nam pa ful lepo odpira ameriški pa angliški trg, bomo pa verjetno outsourcali proizvodnjo še tam, zato da bo lažji shipping in vse. Tako da je long story short. Ne, super je. Sam, to je fora, moraš imeti pa neko vizijo, moraš imeti ambicije, zato da se premikaš naprej, ne? Definitivno. Superca. Deva še tako malo, teja private life, kaj vse še počneš? Predvidevam, da ne delaš 24 ur. V mojem prostem času formuliram nove produkte. To je. Kaj pa tenis? Tenis igram. Tenis, vem, da nekaj. Ne, si drugače ful stvari počnem. Ful rada kaj pečem, tako sladkega. Ful veliko meditiram v bistvu. Wow. Ja, tako da. Kako tvoj poprečen dan teče? Čisto, dajmo tako en. Zbudim se 4:30. Ti tudi? A ti tudi? Ja, 4:30. A res? Ja. Nice. Ja, kepca. Ja. Full lover. Ja, tako 2019 sem prebrala knjigo The 5 AM Club od Robina Sharme. In takrat sem tako, jaz bom enkrat ob 5 vstajala. Sam mi je bilo takrat to še tako malo težko. No, in pa sem se nekako navadila, sem prišla v to rutino.
Tako da zjutraj ponavadi najprej grem na en sprehod, se ful prediham, pol meditiram, naredim jogo. Mogoče. 10 začneš delati. Ne hecam te. Ne, začnem delati tako ob 7, pol 8, kaj takega. Tako ja, zjutraj imam 2, včasih 3 ure, ki je pač sam zame, ki se ne vem, povežem sama s sabo, no, naštelam za dan. In pa je vedno ful dober vsak dan. Res sem smejana, kjer je faca. Kje pa se pogre, kaj služba, ne, pa so, pa imaš... Ja, in pol v bistvu začnem delati, ponavadi najprej odgovarjam na kakšne maile, tako urco 2. Pol imam čez dan veliko enih sestankov, sploh zadnje čase. Ja, ne vem, enih taskov je, vsak dan so drugi. Dost se vozim tudi okoli, ne vem, kakšne recimo, ki imamo tudi za hotele delamo. Tako da za hotele tudi se pač pol pelem do partnerjev, potencialnih partnerjev in tako. Absolutno to zdaj življenje je ful bolj dinamično, kot je bilo prej. Ja, itak, ja. Okay. Ne bi zamenjala, predvidevam. Nikoli, ne? Ne. Ok, zdaj guna fora, ki ponovadi imamo vsi, kaj nisem prej, ne? A je tako? Ne, v bistvu se mi zdi, da je bilo liho praven času, no? Ker vseeno je ta moj background, pa da sem delala v labu, mi je vseeno dal ful enega znanja, pa ful enih skillsov, pač ne, takih praktičnih, ki mi pomagajo tudi zdaj. Ampak ja, mogoče bi določene stvari, ne vem, to zanimanje za biznis kot tak, da bi se že prej na tem področju začela izobraževati, to bi lahko prej, definitivno. Top. Ampak ja. Top. Da mi povej v tej norišnici vsega tega dogajanja, kako pa spoznavaš še nove ljudi? Ok, razumem skozi, zdaj ti itak velikih pride pač povezano s poslom, kako jih pa nove še spoznavaš? Imaš kakšno tehniko, imaš si v kakšnem združenju ali bolj spontano vse skupaj? Predvsej spontano, je. Okay. Pa ful sem videla, da je odvisno od mene, od mojega interesa potem. Drži. Koliko zdaj v tistem trenutku si želim spoznati nove, ne želim, mogoče ja, želim, rabim. Ne, taj dobra. Čutim potrebo potem, da se moja mreža še razširno. To je zdaj mogoče malo egoistično slišati, ampak... Ne, pa se to mora biti. To si... Nek ta drive, no, ki ga pač začutiš. Ampak se je fora, da ti, če rabiš nove ljudi, koga moram spoznati. Veš, kako jaz vem, kdo se strateško mrež, kdo se ne. Jaz sam vprašam, a imate seznam ljudi, katere želite spoznati v bližnji prihodnosti? In večina reče ne, to pomeni, da itak pač nima nobene vizije, nobenih ciljev, nobenih planov in da pač kar je tudi čisto ok. Veš, ko imaš ti plan, cilj, vizijo, pol ti enostavno haslaš in iščeš, pol ti pač valjda moraš rešiti problem. Ja. Veš, pa se ti mene ni sklicala s to, ko imaš problem, ne vem, prehlaj na bradi, ne? Razumeš, ampak s to, ko smela resen challenge in pol tak nekam challenge, pač ga moraš rešiti. Ne? In ne glede na tako knejo bo, pač ti už toliko časa už iskala rešitev, da už dobila v njih 5 dajo, koliko jih pač rabiš. Ok, da mi sam povej še, kako pa ti najljubš komuniciraš? Kako tebi zdaj, kakšna komunikacija tebi tako najbolj sedi? Tako prvi reach out mi je najbolj comfortable, če si napišemo nek message. Okay. To se mi zdi, da je tak najbolj luno. Ok, it's out there. Okay. Ker jaz tudi ful ne maram, če me ljudje kar s prve kličejo. Ker sem pa tako, kdo? Kaj? Pač ne? In pa ne vem, no, to imam še malo v sebi, ampak dobro, res ponavadi napišem message, to je ta prvi. In pol zdaj, ker smo nekako spet v normalnem ritmu, mi je ful fajn, če se dobimo v živo, no. Če je pač možnost, če ni nih človek na drugem koncu sveta. Aha, torej najprej, da se ogreješ preko ali to social, ali to nek chat, komunikacija, se ima WhatsApp, karkoli, in potem pa... Ja, sploh tako, če gre za neko poslovno, no. Se mi zdi, da je ful drugače, če se dobiš pol v živo, kakor če si na nekem videokolu, ali pa na kolu sploh, ker pa ljudi delajo zraven še vsega izvačta. Ja. Ne, pa se ne vem, koliko sem imela priložnost, ker si na nekem sestanku, dobro, če se sestanki še gre, ko imaš delavnico, veš, in pa 3-4 folka ugasne kamero. Jaz, ko predavam, pač enostavno, da pač ti prižgi to kamero, ker
Že tako je težko prek Zuma, da se vse naredi, ampak če pa še te kamere ni, popolova duša, kako naj se povežem z imenom prinkom tam spodaj, pa neko. Pa še oseba na drugi strani verjetno nič ne odnese. Zelo malo. Ali pa reče, so bilo na enem ful dobrem predavanju, če se je šlo. Ej, da mi povej, ko smo že na predavanje izobraževanja, na kateri področjih imaš ti zdaj plan se naprej še izobraževati, izpolnjevati? Kakšne imaš tukaj cilje? Jaz pač konstantno se izobražujem na področju kozmetike, tako novih nekih tehnologij, sestavin, biotehnologija je pač recimo ful. Kul je, karkoli. Vse kul, zdaj pogovarjamo. Biotehnologija je ful povezana recimo s kozmetiko pa z novimi nekimi aktivnimi sestavinami, tako da na tem se skozi izobražujem. Drugače pa meni osebno je ful pomembno pač osebni razvoj. Tako da tukaj tudi konstantno nekaj delam. Imaš to nek plan ali to spet delaš čisto spontano? V bistvu, mislim, jaz imam pač svoje coache že nekaj časa, tako da Vse smo ko smo se z Marko Hozinom, ko bi moje daje pogovarjala, pa je on omenil, da če bi zdaj šel nazaj v Marko, to ti poznaš, kaj bi spremenil, kakšen svet bi dal sebi, je rekel, čim prej bi coachena, bi imel coacha, ker je to, pri nas je to še vedno pomeni nismo še tam, čeprav se se izboljšuje stanje, absolutno, ne, ampak nismo še tam. Ja, ful je škoda, no, ker recimo jaz vem, da ful enih teh korakov, ki jih delam zdaj zadnje, recimo 2 leti, sigurno ne bi delala, če ne bi imela konstantno enega supporta zadaj, pač res močnega support system v bistvu, ki me poriva naprej. S kje pa imaš coache? Slovenca sta. Slovenca? Ja. Top. Ampak ne, tako, mogoče samo to, no, v Ameriki recimo lih eni znanci so rezali za njihov nek AI startup, 30 milijonov. In jim je visi rekel, ok, cool, ampak vam damo še 500 € zraven za mental health, da si najdete vsi coache, pa da imate nutritionista. A res? Ja. Ja, valjda, zato, ker so oni stebr cele zgodbe. Ampak tam je tako čisto. Ja, dobro, vse pač če je tudi, nima kaj filozofirati, trg je ogroman, veliki potencial, pač enostavno. Ja, pa po vsej vrednosti, unih 30 milijonov za Ameriko je, ko bil pri nas, ne vem, se pač valjda, razsežnost trga tudi svoje prinese, ne. Ja, pa ta je pa dobra. Torej, 30 milijonov so dali pa še 500 € za njih oseben razvoj, pa za skrb za zdravje, pa za... Jaz sem se tako, če se tebi danes, a pa meni danes meša, kdo bo hotel biti zraven? Vse to. Noben. Mislim, še jaz pa nočem biti zraven sebe, tako da... Pa že tako imamo, že tako imamo challenge, pa čeprav veš te stvari. Glej, če si toksičen, zakaj bi en pil kavo s tabo? Good point. A veš, kaj, sam zato, ker si? Glej. Ni. Pa jaz tudi tako, ko se pogovarjamo, ta neka, ne vem, ko se menam pa rečemo ta brezpogojna ljubezen, veš. In pa mi rečejo, do otroka imaš, to ni šans. Až do edina je živo bitje, kjer ima do tebe brezpogojno ljubezen. Kaj misliš? Kjer je? Pes. Resno, pes je vedno vesel, ne glede kako si oblečen, ne glede koliko imaš denarja, ne glede kaj vozaš, ne glede to, kaj si jedel, vse njim je. On hoče sam tebe. A veš gunžok, ki zapreš psa pa ženo v avto, prtljažnik, počakaj pure, pa ga odpri, kdo bo vesel? Pa si tak, no. Ja, ne, res je, to je resno, pure. On, ki ni imel kužka, smela da je kužka? Ne, nisem. No, gled, resno. Saj imam pa ful rada. Gled, ti povem, kuža te vedno vesel, ker te ni je žalosten, ker te ni in ko prideš ne glede na kakšni, prideš slabe vole, dobre vole, prideš umazan, čisto on te vedno vesel. Ne? In če bi mi vsi bili malo bolj čisti, ne bi bil ta svet veliko lepši. Ne? A veš, tako da, ampak glej, that's life. Tako da, working on it. Ja. Da mi sam povej tako, če malo pogledaš ti za nazaj, kdo je na te najbolj vplival? A lahko izpostaviš kakšno osebo, ki rečeš, ok, zaradi te osebe sem pa jaz danes veliko boljša oseba. Lahko več poveš. Moja starša, to se zdaj ful klišejsko sliši, ampak one dva sta, tako po moje, se mi zdi, da še nikoli nista čisto dobro razumela, kaj delam, tako tudi za nazaj, ampak sta me vedno podpirala, tako, ker sem po 18
napakirala vse, kar sem imela, pa šla na Dunaj študirati, tako skoraj da iz danes na jutr, pojma nista imela, kaj delam, pa sta me še vedno podpirala. Tako one dva sta, ja, mislim, ful vplivata name še zdaj. Pač, ja, no. Ne, top je to, ampak lej. Tako da one dva sigurno, no. Tako, kar se tiče mogoče neke te spiritualnosti, osebnega razvoja, je ful vplival moj dedi, ki je bil ful poseben. Dober, glej. In se je ful poglabljal v razne filozofije in teorije in pač moja babi, ki je bila ful bolna, sta šla tudi tako malo te alternativne vede raziskovati in od njega sem se ful učila, no, ker sem bila še malo manjša. Moja babi je bila ki je delala ognjičeve kremce, tako da z njo sem v bistvu kot majhna punčka prvič videla, da se da doma narediti neko kremo. Ja, tako da pobereš rožico in pol čisto iz rožice narediš nekaj. Iz rožice. Top. Tako zdaj v tej odrasli dobi je pa ful ljudi v bistvu, no? Tako ful enih teh liderjev, ki sem mogoče brala njihove knjige, ne vem, tako kot Robin Sharma. Tako, ki so mi pomagali, da so mi naredili tako par klikov, da sem pol sploh začela razmišljati, mogoče bi lahko že zdaj začela svoj biznis, ne rabim čakati, da sem 50. Top. Pa, ja. Imaš, če bi tako jutro lahko spoznala neko osebo, koga na svetu? Ja. Koga bi spoznala? Novaka Djokoviča. A res? Ja. Ok, pa se to ni to hard. Ne. Kaj pa delaš v tej smeri? Igram tenis. Igraš tenis? Ne, v bistvu ne želim si ga sam spoznati, želim si igrati z njim tenis. Sorry, moram biti bolj specifična. Ja, tako da zdaj sem začela spet malo bolj aktivno igrati, veš. To je dobro. Idej dvomim, da Novak tole gleda, no. Ampak... mogoče če ga tegava? Če ga tegava? Ok, mogoče, ne. Če lahko zgubimo gitaro neki tiktoker, pa lahko da prišel pa s tabo tenis igrati, ne. Tako da, ne, bolj je to fora, da pač, ne vem, da imaš to ambicijo, tega rabim spoznati, ker pa se v poslu imaš to še bolj jasno, ne. Super, to je pač enostavno, meni je fajn, ker si, veš, ti pač fajn je, zakaj skleje, zato ker sva se že prej pogovarjala, ogromno mladih je v zuni pa si nupa, pa ne ve kako, ne. Predvidevam, da ti, ki so se že imela, itak nisi vedela, mislim, kva vse te čaka, niti ne veš, kva vse te še bo čekal, ne, ampak kas not si pač not in greš in rasteš in haslaš in ne, to je tako, no. Rečemo, ja, kaj deva zdaj še tako, zdaj imaš ti pred sabo pa Tejo, ki je pa 18 let stara, pa šla zdaj na Dunaj. Ok. Ne, verjamem, da si bila moja ful samozavestna, predvidevam, ne vem, ali pa čko, zelo odločna, ker pri 18 glih ne greš z bajte pa na Dunaj, no, to se glih ne zgodi vsak dan. Ok, kjera 2 na sveta 3 bi njej dala? Bod pogumna. Ok. Pa ne se ustavljati. Bod pogumna, pa ne se ustavljati. Top. Zdaj pa rečemo, kad ti gledaš zdaj te ljudi, ki so okoli tebe, ne, in ki mladi, ki pristopajo do tebe. Ali folk je pristopil do tebe, kakšen svet, kakšno pobudo? Se zgodi kdaj, ja. Ok. Ali to tako, koliko pogosto se to zgodi? Ne vem, enkrat na par tednov mogoče. Aha, ok. Ja. Kaj ponavadi pa iščejo? Kaj rabijo? Ponavadi, kako gradim community. Ok. To je ful velikrat vprašanje. Kako se snemati, kako zeditati video. Aha, ok, ta bolje. Pač tako, ful, mislim, večina vprašanj je na temo Instagrama. Ok. Better be kind Instagrama. Ok. Ja, velikrat je pa tudi to. Pač kako je zdaj, ker grem do nekoga ali pa do tebe. Ja. Pač ja, ne imajo challenge, folk ima ta challenge, ne? In kaj mi rečeš? Ok, kaj še trike jim poveš? Imaš kakšne tips and tricks? Nimam trikov. Ne? Ne, pač just do it. Tako, Nike. A je? Coating, ja. Just do it. Mislim, meni tudi ni prijetno ono, kad te noter malo ti tako dela. Ampak pač greš pa narediš, ne vem.
Ne prevzemaš odgovornosti. Tako kot veš, da je ful dober spiti zelen smuti zjutraj ali pa zelen sok. Sej ne pijem ga vsako jutro, ampak tudi ni ful dober. Ampak veš, da je ful dober zate, da bo efekt ful dober in te to pa žene naprej, a ne? Ja, mislim, po mojem se mi bojimo tega valjda itak vsi ne? A veš, to nas, da se on zdaj ne bo odzval. Pa se glej. Pa kaj si bo on mislil o meni? Ja, pa si že rekla, ne vem, jaz se nisem odzval na guno prvo žogo, pa sva bila par tednov, da si dejansko obrnila gun telefon, pa rekla, da zdaj te pa, a je bila bolečina že toliko velika, ne, pa ste sramna rešitev? Ne, bolj je uno, ne moramo spet težiti, veš. Ja. Tega, ja, ampak dejstvo pa je, mislim, jaz sem 100% spregledal to. To ni bilo namenoma ignorirati. Ne, ampak ne, hočeš to biti. Zelo veliko se zgodi, nekdo, ki je zelo busy, pač spregleda, pač enostavno. Veš, mi pa meljemo vse, pa teorije, pa predvidevamo fuliko naprej. Super, deva tako, itak sva že, hitro menili. Ful, a že menili? Ja, sem rekel, da bo šlo 1, 2, 3, ne, tako da jaz moram pa še olje probati, da bom pol šajno se, da bom lep, pa da ne bom več imel. Bom pol, ne zdaj, ne moram, pa moram zaključiti. Glej, imaš kakšno pobudo za gledalce, ampak deva z tega vidika podjetništva, mreženja, osebnega brenda, deva še kakšen svet za njih, pa. Ok. To bo zdaj hkrati še zame na svet. Kar daj. Pač dajmo se mrežati. Simple is that, da? Ful simple. Tako, ful si želim, da bi nas bilo manj strah narediti ta prvi korak. Ali pa čakati, da bo zdaj kar prišel, ne vem, Novak Djokovic. Ja, sem slišal. Jaz te tudi hočem spoznati, veš. Ja, ampak je fora, ampak je trik, ti nekaj delaš za to, da bo mogoče Novak prišel do tebe. Resno. Ne, pustimo šalo na stran. Ti delaš produkt, ki lahko se zgodi, to je, ker imaš ti produkt, se zgodi, da bo on to probal, pa bo rekel, jaz bi prvo to osebo spoznal. Ja. Ampak če ti doma, pa nič ne naredila, kaj lahko pretegneš? Nič. Tako da, jaz sem ful vesel, da zblati moje gostje, tako da ful hvala za povabilo, res je bilo fajn pogovor. Top, si itak prijetna sogovornica, tako da tebi tudi hvala, dragi gledalci, poslušalci, hvala, da ste bili del Tejne in Boškotove zgodbe, ste pač gledali to dajo More Than Networking. Če vam je bilo všeč, lajkite, šerite, komentirajte, ne pozabite slediti pa njenemu projektu Better Be Kind. Čau.